Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, pizzerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si. Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Kar nekaj časa nismo govorili o twirlingu. V tej oddaji bo priložnost, videli boste tudi nekaj točk te zanimive športne discipline. Nekaj več o tej športni disciplini pa nam bosta povedala Sašo Koprivnik. Sašo, živijo, prvič ste v našem studiu. Zdravo, prvič, ja. Bila pa je že v tem studiu vaša mati, ne? Tako. Tudi povezana s twirlingom, seveda, ne? Z nami je pa tudi prvič v našem studiu Kim Alize Oven Lekše. Dekle, ki ima največ imenov pa največ priimkov, ne? Vsaj rekorderka si, kar se tiče našega studija. Mogoče res tisto prvo, ne vem, če je to najpogosteje vprašanje, ampak mažoretke na eni strani, pa športnice v twirlingu na drugi strani. Podobno, samo po palici, ne? V bistvu je prvo vprašanje, ki se pojavlja, je, kaj je twirling. Zdaj, twirling izhaja iz besede to twirl, pomeni vrteti. Definicija našega športa je gimnastika, akrobatika, ples in rekvizit palica, ne samo vrtenje. Ravno iz tega razloga smo šport, zato ker je to kompleksna dejavnost, ker vsebuje pač prvine telesa in palice. Mažoretke so pa dejansko spremljava godbi, edino, kaj imamo skupnega, je palica in mogoče obrat ali dva, to je pa vse. To je pa vse, ne? Pa še vedno ljudje zamenjujejo? Jaz lahko rečem, da zamenjujejo mogoče ravno iz tega razloga, ker imajo mažoretke pri nas tradicijo. In jih je tudi, je slovenski izraz, medtem kot twirling je tujka, ki je prinešena k nam, pa verjetno na prvi pogled, ker poznajo rekvizit mažoretk, zamenjuje, ampak jaz verjamem, da se bo v pripravi promocije to spremenilo. Dejali ste, da je twirling bolj nov. Koliko časa pa je v Sloveniji? V Sloveniji uradno, zdaj beležimo drugo leto, bo recimo 20 let, uradno, ampak v svetu je to šport, ki je že vse od 60 let kot šport. Drugače pa, sicer ne bom podrobneje v zgodovino, ampak ti začetki twirlinga segajo celo stoletje in stoletje nazaj. Pa pri twirlingu, ne, tekmujejo tako moški kot ženske. Pri mažoretah tudi imajo nekatere tekmovanja, kolikor sam vem, bolj ženske. Bolj žensko, sicer videl sem že tudi moške predstavnike pri mažoretkah, ampak v twirlingu je podobno kot pri nogometu, ko je moški in ženski del. Mogoče pri twirlingu moški del malenkost bolj izrazit, zgolj zaradi fizične moči. Jih je manj kot je ženske, s tem, da recimo zgolj za primerjavo, če dovolite, imajo na Japonskem skoraj 1 milijon registriranih twirlerjev, od tega je več kot 20 000 moških, tako da mogoče za tiste, ki si ne predstavljajo recimo številke. Kako pa je to v Sloveniji, koliko je teh športnikov v twirlingu? V Sloveniji se številka giblje tu okoli 500, jaz bom rekel, aktivnih tekmovalcev vsako leto na državnih prvenstvih je okoli 300, pa tudi podmladka je vsaj še enkrat toliko. To so pa tisti, ki so morda v klubih zgolj za to, da se s tem športom spoznajo, še ne tekmujejo. Ki še niso niti nivo ena. Tako. Tako jaz mislim, da se številka povečuje vsako leto, recimo. Tudi število moških v tem športu? Vi ste tekmovali? Jaz sem tekmoval, želimo si jih še več. Recimo letos smo na finalu imeli 3 moške predstavnike, kar je pohvalno, ker se je v preteklosti dogajalo tudi, da je bilo državno prvenstvo bolj ali manj samo z nežnejšim spolom. Vi ste bili potem na teh državnih prvenstvih velikokrat sami? V bistvu sam, jaz sem tekmoval na državnem prvenstvu zgolj za točke, ker moja prava konkurenca je prišla potem na mednarodnih tekmovanjih in to je bil cilj. Žal na to sam nisem mogel vplivati, ampak je bilo pa zanimivo. Zakaj pa twirling? Zaradi mame? Kako je bilo to? V bistvu jaz sem bil prej v standardnih latinsko-ameriških plesih, več časa že od samega začetka povezan s plesom. Bil je tisti trenutek, ko smo v mojem domačem kraju sestavljali eno koreografijo za navijačice. Je bila ena gospa, ki mi je predstavila, ki je imela s sabo palce, sem vprašal slučajno, kaj to je. Tega je dolgo nazaj.
v prvem obratu sem rekel, to je to, kar želim poskusiti in od takrat dalje je twirling. In potem ste koliko let tekmovali, kdaj ste postali trener? V bistvu sem svojo mednarodno licenco za trenerja opravil že leta 2000 v Združenih državah Amerike. Teda sem razmeroma mlad začel in tudi razmeroma mlad bil, ko sem postal trener. Tudi časi takrat so bili drugačni, zato ker vsi ti trenerji, ki smo danes kot starejša generacija, smo bili precej bolj samouki trenerji, danes so vse sistemi že za izobraževanje in podobno. Tako smo dejansko bili tudi na nek način prisiljeni, da nekaj naredimo v tem, če želimo razviti ta šport. Kako je šla trenerska pot? Zelo zanimivo, bom takole rekel, ogromno je bilo investicij, tako časa kot tudi denarja. Precej več je bilo mednarodnih udeležb v smislu seminarjev v tujini. Danes pa smo pač tisti, ki smo dlje časa v twirlingu poskušali vse te stvari pripeljati k nam, že za tega, da imamo lahko več strokovnega kadra, manjše stroške in podobne stvari. In da je v Sloveniji 14 klubov? Dejansko 14, kateri so bili sedaj na finalu, jih je pa še precej več. Številka sega čez 20, ampak se pravim, eni smo bolj športno aktivni, drugi so bolj za rekreacijo in podobne stvari. Niste pa člani Olimpijskega komiteja, ne? V bistvu o članstvu Olimpijskega komiteja zdaj težko govorimo zgolj zaradi priprave tega novega zakona, zato ker je tudi v našem športu je več sorodnih zvez. Zato je prav, da se te stvari pač formalno uredijo znotraj neke organizacije kot Olimpijski komitej za naprej, da imamo vsi dejansko eno članstvo, eno priložnost. No, prej, ko sem dejal, kako je šla vaša karijera v trenerskih vodah, zdaj vi trenirate klub, kjer stanujete, ne? Jaz treniram svoj domač klub, twirling klub Sašo Slovenska Bistrica. Sem pa asistent v... Klub Sašo se reče? Twirling klub Sašo Slovenska Bistrica. Po vašem imenu? Po moje ime. Čeprav ste drugače Saša, ne? Saša, ampak je nekje nasploh v svojem življenjskem ciklusu ljudje imenujejo Sašo, ne Saša. V bistvu mi je popolnoma vseeno, ali me kličejo Sašo ali ne, ampak že zgolj zaradi splošnega vtisa sem rekel, da bo ljudje razumeli, da sem Sašo, naj bo tudi twirling klub Sašo. In kakšna pogodba, ko se napiše, da vejo, da je to moški, ne? To smo lahko primerjamo mogoče enako. Ljudje ne poznajo besede twirling toliko, kot ne poznajo, da je tudi Saša lahko moško ime. Tako, ja. No, v tem svojem klubu ste trener, pa kaj še? V bistvu sem trener z mednarodno licenco in tudi sodnik z mednarodno licenco, pa član strokovnega odbora Twirling zveze Slovenije. Imam pa še cel kup ostalih funkcij dejansko, ki jih upravljam zgolj kot pomoč ali ljubiteljsko ostalim organizacijam. No, potem bo mogoče v kakšnih tekmovanjih, ki obstajajo v okviru Slovenije, pa tudi širše, pa v teh nivojih, mi ni čisto jasno še, ne. Zdaj pa prav, da damo tudi tebi besedo, ti si sabo prinesla pokal, potem si prinesla nekaj medalj, ampak bova začela čisto na začetku. Kako se je začela tvoja športna pot v twirlingu, kdaj? Bila sem v prvem razredu, pa je ta prejšnji klub je ena pač prišla predstaviti twirling in sem bila ful navdušena, smo dobili prijavnice in smo prišli domov, smo pač mami takoj rekle, obe sestro, da če lahko gremo, da vidimo in pa smo pač šle in je še kar. Ti si mlajša? Ja, mlajša. Tako. In ti je ta šport kaj tako izlezel pod kožo? Nič ne razmišljaš, da bi še kaj drugega ali? Ne, takoj sem pač začela. Še kaj poleg twirlinga treniraš? Ja, pondokvan pa tekvando. Kako pa to, da si se za to odločila? Ne vem, pač mami mi je rekla, če bi šla, pa sem šla probat, pa mi je bilo fajn. Pol je pa za tekvando, najprej sem šla na pondokvan, pol je za tekvando sem pa Ateka, moj ati je šel. Je bil tekvandist včasih, ne? Ja, je imel pa črn pas, je ustanovil tekvando v Litiji in je pa šel spet, zdaj v Zagorju. In sem šla zraven, da bi ima probala in je tudi tako bolj zanimivo, zaradi tega malo drugače kot pondokvan. In
zdaj, če primerjaš twirling, kickbox, ne, pa taekwondo, kaj ti nekako bolj všeč? Vse vem, da se je težko predeliti, ampak vendarle. Ja, verjetno malo bolj twirling, ker že tudi dlje časa treniram. Pa boš lahko zdržala kar vseh 3 športih? Je dovolj časa? Ne bomo videli. Zaenkrat gre, ne? Ja, zaenkrat boš. Kolikokrat na teden, recimo, twirling treniraš? Enkrat, sam zdaj smo tudi, ker smo imeli državno prvenstvo, smo tudi med vikendi. Tudi doma kaj sama? Tudi daj. Večina pa na trening. 100 palico vadiš, ne? Ja. Ne gre tole, ne? Tako je kar dobro, ne? Tebi gre bolj? Se lahko to kaj pokaže? Ja, to. Aha. Ampak to je tisto, ki je najbolj preprosto, ne? Ja, v bistvu so ti začetne role bolj lažji. Aha, a to se reče rola? Ja, v bistvu ja. Aha. In ti tudi mečeš že zdaj, ne? Ja. Pa vedno loviš? Kdaj tudi pade na tla. Ampak glede na to, da si s sabo prinesla kar nekaj medalj, ne? Zdaj lahko malce poveš, se spomniš, kje si jih dobila? A so to tiste, ki so ti najbolj všeč, a se to zaenkrat edine? Ne, jih imam še doma, ampak to so letošnje. To so letošnje? Ja. Prva sem bila v solo, posamezno, pa solo par smo bile prve, druga sem bila v freestyle, pa skupino smo bile druge. To je bilo zdaj na tem zadnjem prvenstvu? Ja, to je bilo zdaj, letos. Ja, super. Kaj so pa to? Diplome še? Ja. Jih je tudi več, ne? Ja, isto 4. 4. To sodijo zraven k medaljem. Kaj pa ta pokal? To je pa za skupino, ki smo bile druge, pa smo dobile. In si ga ti dobila danes samo na posodo, ali je pri tebi doma? Ali v klubu? V bistvu imamo kot klub, imamo. Klub, ne? Skupine, ne? Ja, imamo. In zdaj, ki ste športnice, ko ga dobite, pijete potem sok iz njega, ne? Ne, tudi to ne. To je pa, kaj pa je to? Naša klubska majica, pač imamo za državno prvenstvo, na koncu, v bistvu gremo na dresih na začetku, ko gremo pač v majicah, da se vidi, da smo pač zdaj ti na tekmovanje greš takole opremljena, kot sediš zdaj v studiu. Tudi obuto je ta? Ja, to so pač prav za twirling copati. In zdaj ti si že dobila takšen dres, ali je tole? To smo gor prešile z mami. Aha, to je okrasek, ne? Ja. A to mora biti, pač lepše je, ne? Ja, lepše. Lepše je, ne? In potem, ko greš pa po medaljo, si daš pa to čez? Ne. Ne? Tudi taka greš po medaljo? Ja. Aha. Pa je vedno toplo v dvorani? Tudi zdaj je kaj toplo v studiu? Te ne zebe, ne? Ne. Jaz predlagam, preden gremo na te strokovne zadeve še, da si pogledamo prvo točko, kako sploh twirling izgleda za tiste, ki ne vedo dobro, pa bomo potem še kaj pokomentirali. Prosim.
glede na to, da smo spremljali eno mlajšo tekmovalko, bomo dali pa tebi, da daš strokovno oceno, kako je tole izgledalo. Pa mimo glede, kdo je tole izvajal? To je Laura Prašnikar, ja. Je pač novinka, še en let ne hod. In v tvojih očeh, kako bi ti ocenila tole vajo? Zelo dobro, ker je pač ko mi začela. V redu. Je stroga, ni stroga, je prav povedala? Realna. In je to... Jaz pri tej tekmovalki lahko rečem, da je veliko presenečenje. Kot je že Kim povedala, je začetnica v klubu. Na začetku, se pravi, ko se nekdo vpiše v twirling, malokrat vidimo, recimo že na takem nivoju obvladovanje palice, pa tudi dokaj dobro tehnično delo s telesom. Tako da jaz mislim, da vseeno zelo obeta in pohvale, ker tudi sodniki so bili presenečeni, da je sodijo v kategorijo novinci. So celo zapisali oziroma naredili vprašanje, ali je to novinec ali ni. In potem ste dokazali, da je novinka. V bistvu ja, ampak bolj za nas je bilo pozitivno presenečenje, da so sodniki tudi recimo pristopili k temu kot wow, čudovito, da je tekmovalka recimo izstopala od ostalih, ki so bili v kategoriji novinci. Je to nivo 1? To je nivo 1. Kako grem zdaj s temi nivoji? Nivo 1 je zelo širok nivo in sicer v nivo 1 srečamo tako novince, ki so razdeljeni po starostnih kategorijah, potem imamo cicibane, imamo mlajše dečke, deklice, starejše dečke, deklice. V bistvu vse starostne kategorije. Mi v strokovnem smislu gledamo na nivo 1 kot nivo, v katerem se srečujejo tekmovalci, ki se radi udeležujejo tekmovanj, pa mogoče nimajo želje za kaj več, resnejšega, ampak imajo možnost tekmovanja. Tu so predvsem tudi tekmovalci, ki so izjemno potencialni, imajo izjemno velik potencial, kvaliteto in se skozi nivo 1 razvrščajo v nivo 2, ki je že rahlo mednarodni nivo, bi lahko tako rekel, in preko nivoja 2 potem stopijo v nivo 3, ki je pa tisti elitni najvišji nivo. Tako da nivo 1 je zelo pester, zato ker recimo imamo tekmovalce, ki tudi iz nivo 1 dobijo priložnost, da odidejo na mednarodno tekmo. Ena izmed njih je letos tudi Kim. 3 še obstaja potem? Nivo 3, to je pa tisti nivo, v katerem imamo tekmovalke z tudi 10-letno kariero že, tekmovalke, ki so recimo, ki izstopajo sploh v kvaliteti, v hitrosti, v moči. V bistvu je tudi za nas ta nivo slika tisto, kar želimo na mednarodnem nivoju, da zastopa našo državo, našo zvezo. Kakšne tekmovanja obstajajo? Potem boste povedali rezultate zagorskih športnikov na državnem prvenstvu. Državno prvenstvo, tole finalo, več tekem, da se prije do finala? Zdaj, zadnja 3 leta imamo kvalifikacijske tekme in sicer prva za tehnično disciplino solo je ponavadi v mesecu januarju, druga je v mesecu marcu, to je za kategorijo freestyle in freestyle pari. Freestyle, da povem po slovensko, to je prosti stil. To, kadar glasba ni predpisana, ampak je prosto izbrana. In pa potem finale vsako leto dejansko v aprilu. Tako da do finala se je treba najprej prebiti skozi kvalifikacije in potem tudi na finalu obdržati ali doseči čim višji uspeh, če le gre. Potem pa obstaja še kakšno? Recimo letos nas čaka odprto prvenstvo Slovenije, ki bo v 6. mesecu, tudi odprto prvenstvo Hrvaške in pa Evropski pokal, ki bo na Irskem, v Dublinu, v začetku meseca julija, na katerega potujemo, pač kar velika nacionalna ekipa, tudi Kim potuje zraven, tako da prvič letos je že dobila priložnost pred 12 letih, mislim, da je to samo pohvalno, nič drugega. In kdaj si izvedela, da greš na ta Evropski pokal? V bistvu smo se mami pripričevala, če bi lahko, in pa smo pač je napisala in pa pač. Ker starši krijejo tudi strošek tekmovanja, ne? In ti si vesela, da greš? Ja. Kakšni so tvoji načrti? Želiš kaj usvojiti? Že kaj pripravljaš točko, s katero boš nastopila mimo grede? Ja, bom imela freestyle, to, ko sem zdaj na državnem. Sama, solo? Freestyle bo.
Posamezno, ja. Posamezno, ne? Torej sama, ne? Ja. In to že kaj vadiš, ali je že to neka koreografija, ki jo že poznaš, ali je to nekaj novega? Ja, bo to ta koreografija, ki jo že poznam, sam bo verjetno nadgrajena. Nadgrajena. Ja. Da boš pri sodnikih še malce bolj užgala, ne? Ja. Zdaj, greš na medaljo, glede na to, da si jih kar navajena. Kaj veš, kakšna konkurenca je ponavadi na takih? Ne, prvič pač gram, pa ne vem. Greš, pa boš videla, kaj bo, ne? Konkurenca je verjetno kar mednarodna konkurenca je sigurno, da je močnejša, ampak če dovolite, zakaj je bila Kim recimo se strani zveze izbrana, predlagana, zato ker je že lansko leto pokazala, da od svojih vrstnic izstopa. Mlada je, perspektivna, tudi njena kategorija je na tem mednarodnem tekmovanju in enostavno se takšnemu tekmovalcu mora ponuditi priložnost. Je res, da je konkurenca višja, kot je pri nas na državnem prvenstvu, oziroma večja, s tem pa jaz mislim, da če je konkurenca, je tudi kvaliteta. Ker imamo pripravljenih še 3 posnetke, predlagam, da vidimo, da si ogledamo ta drugega. Prosim. Music. Ja, jaz lahko rečem samo lepo. Kaj bi pa ti dejala? Kdo je bilo to? Lucija Kern, pa že drugo leto zdaj trenira. In tvoja ocena? Ja, tudi dober. Zdaj, tvoje strokovne oči so videle kakšno napako, jaz nisem nič videl, ne? Ne. Tudi če bi, ne bi povedala, ne? Nisi strokovnjak za te. Nisi, ne? No, kaj bo pa trener povedal? Zopet zelo realno, zelo pošteno povedano. Dobro, napake manjše so, ampak to je v vsakem programu. Drugače pa jaz mislim, da je bila Lucija čudovito odplesala za svoj nivo, še posebej to recimo disciplina freestyle. Razlika med tem programom in tistim prej, ki smo ga videli, je, da je solo tehnična disciplina, dejansko predpisana glasba za vse tekmovalce enaka. Tukaj je bilo pa več plesa, več umetniškega vtisa. In tej disciplini rečemo prosti stil ali freestyle. In tudi oblekca, recimo rumena, ne bi pasala, ne? Bistvo je, obleka bi naj bila primerna tako nivoju,
kot tudi glasbi. Če bi zbirali primer glasbo rock and roll, bi zelo težko delali za črno oblekco, recimo. Če je glasba iz filma Titanic, kot je bila za Lucijo, potem bi črna oblekca bila recimo tudi neprimerna. Tako da pač obleka primerna nivoju. Gremo se ogledati še tretji posnetek. Ekipa iz Zagorja od Sari. Music. Kaj ne rečem, ne? Spet lepo. Ne predstavljam si sebe, ne? Da bi takole metal palco. No, kako bi ti kot sodelujoča v tej točki ocenila ta nastop? Da smo fajn odplesali, zaradi tega, ker smo pač ful pozno smo dobili skupino, smo pa bile pač druge. Koliko treningov pa je bilo skupnih? Tako. Veliko, vsak trening, ko ga imamo redno, pa tudi med sobotom pa nedeljam smo bile. Vse punce ste se dobila in Ja. bi sodil kakšen fant tam vmes? Ne, ker je taka muska. Aha. Pa če Pač bi prišel na trening, bi ga sprejeli? Ja, verjetno bi ga. Bi ga, pa ne pridejo, ne? Ne. Jih povabiva? Fantje, pridite. Ne? Pošteno. Lep šport je. No, kako bi pa vi tole ocenili? Kot je že dejala Kim, je bila skupina razmeroma pozno sestavljena. Ponavadi je razlog za take stvari, zato ker je v skupini je potrebno imeti vse člane na enem treningu in včasih se zgodi, da je kakšna bolezen, odsotnost. In če ni vseh članov, se je zelo težko sestaviti in glede na to, da so razmeroma pozno začele, so čudovito odplesale. Bile so zanimive za pogled, tudi tehnično so bile dovolj dobre,
Tako da, glede na to, da so tekmovali za precej bolj izkušeno skupino, recimo iz drugega kluba, ki že vrsto let tekmuje v tem, drugo mesto, čudovit rezultat. Čudovit rezultat, ne? Zdaj imamo pa še zadnji posnetek, to je pa par, ne? Ja. No, pa bomo potem kaj več povedali o njem. Prizorišče sta Taja Gorenc in Tija Ovelčej Zagorja. Music. Taja in Tija sta zaključili svoj nastop, tudi njune ocene bomo videli v nadaljevanju. Ja, še ena čudovita točka. Kaj pa ti praviš? Isto, fajn so pač odplesali. Fajn ali čudovito? Čudovito. Ja, no, v redu, ne vem. Za 5, 4, 3, 2, 1. 5. Ti bi dala 5. Ja. Aha. Pa včasih treba dati tudi 4, veš? Ampak je za 5, ne? Ja. Ja. Je za 5? Ja, jaz bi rekel, da je. Glede na to, da je bila tudi zmaga, da je bilo zelo lepo odplesano. Delovali sta kot par, ker bistvo para je, da je med dvema v Twirlingu ogromno menjav, korelacije, sodelovanja in jaz mislim, da povsem zasluženo. Tekmovali pa sta tvoja sestra? Pa Taja Gorenc. Tako. Pač soplesak. Si jo pohvalila potem po nastopu? Ja. Si jo, ne? Čestitala. Super. Ma več medalj mimo grede kot ti doma po pokalu? Ne, isto, v bistvu je imela enega več pač program, samo v finale ni prišla za freestyle. In je pol, sam. Tako da ste zdaj to enako? Za leto, drugače mi pa za una malo več. A ima še malo več? V celi. Boš mogla še malo, ne, stisniti. Zdaj, kako sodelujete z Zagorskim klubom? Kot mentor njihov, predvsem pa kot koreograf, ker dejansko koreografije, ki so bile na državnem prvenstvu, so bile plod našega sodelovanja, tako da bilo mi je pa v največje veselje, zato ker je tudi vedno v klubu pozitiven feedback nazaj. Dejansko stvari, ki jih dobijo, jih vzamejo zelo resno.
Ne glede, da so še mlade, so otroci, vejo, da gredo na tekmovanje tudi po neki rezultat oziroma se pokazati v najboljši luči, čeprav je bistvo sodelovanje, ne pa zmaga. Tako da z največjim veseljem. Mama je pa ta glavna, ne? Mama upravlja svoje delo tedensko tukaj v Zagorju, jaz sem pa tisti, ki me povabijo, pokličajo, da uredimo tiste finese, ki so. In dobro ste uredili, ne? Prosim, če predstavite še te rezultate, ki so jih dobre, ne? Ki so jih dosegli na tem finalu državnega prvenstva. V bistvu za marsikoga presenečenje na letošnjem državnem prvenstvu, 13 zlatih, če se ne motim, in 6 srebrnih in 1 bron, kar je glede na to, da ni klub z 50 kandidati ali več, to mislim, da tudi rekord, da ga bo težko ponoviti, da se ga, ampak je fantastično. Morda bi še lahko bila kakšna kolajna, ki je zraven, ampak jaz bom takole rekel, da tisti, ki s 13 zlatimi ne bi bil zadovoljen, bi bil smešen. Tako da, čestitke, ne. Ne bova nič o imenih. Lahko člani so Laura Prašnikar, Lucija Kern, Nija Boršnar, Taja Fakin, Kim Ovelnek, Jona Kerin, Taja Gorenc, Tija. V bistvu to so tiste punce, ki so glavna imena tega kluba in si izmenjujejo, ker so takoj prvo, drugo mesto in to se dejansko ponavlja, tako da punce so dosegle večkrat prvo, drugo, tretje mesto, tako da čudovito. Ti je pa objavili na to, na Facebooku, pa še kje druge, ne? Tako da si lahko tam malce pobrskajo, ne? Zdaj, če želi kdo priti v ta klub, kako? Glede na to, da smo najbolj moderni zadnje čase, najbolje kontakt neposredno preko Facebook strani, to je Twirling klub Sava Zagorje. Tudi treningi, ki se vršijo ob sredah v osnovni šoli. To ne to Krugarja. Tako, v telovadnici, drugače pa tudi lahko preko punc, ki tekmujejo oziroma ki trenirajo v klubu, tako da... In dobrodošli tudi fantje, ne? Absolutno. Zdaj ob koncu pogovora moramo predstaviti še tole revijo Bogatstvo zdravja, mimo grede. Jo kdaj vzameš v roko, te kaj zanima zdravje? Zdaj še ne, ne? No, nas malce zanima, mi s to revijo sodelujemo in v tej številki recimo si lahko preberete na 8. strani od prehlada do resnejših zapletov, potem kakšno igračo izbrati. Se ti še igraš? Ne. Jaz se še vedno. Nikoli se ne igraš? Ne. No, dobro. Potem obdarovanje, obdariš kdaj koga? To pa rada, ne? To piše, veš, kako čokolada, sladka, a zdravilna razvada. Tudi v tem pišejo v tej reviji. Ja, v gospodinskih aparatih to me ne zanima preveč. Medovite rastline, to je kar zanimiva tema. Les, toplina, obstojnost in domačnost, izgorelost, torej, če preveč treniraš, pa se preveč učiš, lahko izgoriš, ne? Tako da vse je treba v pravi meri, ne? Absolutno. Potem smernice za nakup ekoizdelkov, kam gredo naša zdravila, kaj napovedujejo zvezde. Tebi sem jaz prebral, da ti napovedujejo medaljo na tem evropskem pokalu. Bomo videli, če je res, ne? Dosledno in gospodarno z odpadnimi materijali, pitje sveže stisanih sokov na 32. strani, potem odkrite parodontalno bolezen pravočasno, ja, to je povezano z zobmi, te neljube prščice, ja, alergije, zdravljenje z rokami, zdravilna moč magnezija in krčne žile, torej bogata vsebina. Absolutno. Priporočam, dobite je tudi v baru Sedmica. Hvala vama za obisk v studio, zagotovo bomo še kdaj o tem zanimivem športu govorili, če ne prej, ko prideš iz evropskega pokala, ne? Kaj pa nosiš v vrečkih? Ni da ni. V EVE centru se vse dobi.
Sledi še drugi del športne oddaje. Nogometaši v 3. slovenski nogometni ligi so odigrali tekme 18. kroga. Zagorjani so po remiju v Medvodah brez zadetkov odigrali tudi tekmo doma s Kranjsko Savo. Po tekmi smo se pogovarjali z zagorskim kapetanom Nejcem Vozljem. Ja, res je, imamo malo krize s tem zadetkom, tudi v bistvu z igralskim kadrom. Tako da tekma je bila dosti hiter. Ob 3 imeli so probleme, eni igralci delajo še licenco gor, pridejo iz Maribora sem, eni imajo tekma z mlajšim selekcijam, tako da se Krajinc, vemo, da se je prejšnjo tekmo poškodoval, vprašanje, če ga bomo sploh imeli v tem deli. Nik je tudi poškodovan, tako da imamo malo probleme z igralskim kadrom, ekipa je bila malo premešana, tako da ustvarili smo si 4-5 lepih priložnosti, žal smo zelo nespretni pred golom in na koncu je tista 0 v spredi. V prvem polčasu nazadnje tudi 2 vratnice oziroma stativi, pa vaš strel je Gostoči vratar fantastično obranil. V drugem delu pa se mi je zdelo, da ne glede na to, da ste imeli še očitno še terensko premoč, pa je imel kar nekaj dela vaš vratar Gracar. Ja, sploh zdaj na koncu. Zadnjih 10 minut smo v bistvu v sredini čisto padli. Bil je v bistvu napad, pa obramba nekako smo igrali, tako da je bila kar dosti velika luknja. Zdaj, a bi ga mi dali ali oni, sreče je tudi Miha tam na 2 lepo branil, ampak mi tudi, kot ste rekli, smo zadeli 2 vratnice. Žal, nimamo ok. Gremo naprej, zdaj imamo v sredo tekmo z Ivančno, je žal, ne bom mogel igrati zaradi kartonov, ampak zbrali se bomo in se potrudili po najboljših močeh, tako kot do zdaj. Tem istem nasprotniku ste lani v Kranju nasuli 7 golov, 7-2 je bilo. Naslednji tekmec, če spustimo to Ivančno igrico, ki je zaostala tekma, je Komenda, 6-1 je bilo v Kranju, oziroma v Komendi. Letos pa očitno tisto, kar sva rekla na začetku, da je učinkovitost ena izmed rak rane vaše igre. Res je, pozna se nam predvsem odsotnost Karamarkoviča, ko je igral na levem vingerju in dal 11 golov, verjetno je še imel 10 asistenc, bil je zelo igriv, znal zadržati žogo, zdaj ga nimamo, po zim se nismo dosti ustrezno ukrepili, pač s tem kadrom, kakor ga imamo, se bomo mogli potruditi, kako sem rekel, po najboljših močeh in odigrati to sezono do konca. Hvala lepo in srečno. Ja, hvala. S podobnimi, če ne še z večjimi kadrovskimi in še kakšnimi se srečujejo tudi v vrstah trboveljskega Rudarja, ki so se tokrat z gostovanja v Komendi vrnili praznih rok. Po vodstvu gostitelju je na 1-1 hitro izenačil Denis Bešič. O polčasu je bilo 2-1, v nadaljevanju pa so domačini še 2-krat zadeli za končni 4-1. Izmed ekip, ki so v vrhu lestvice, gre trenutno najbolje nogometašem iz Ivančne Gorice. Ekipa trenerja Safeda Hadžiča je v prvih 4 tekmah nadaljevanja osvojila kar 10 točk in če bo v zaostali tekmi 15. kroga premagala še Zagorjane, kar pa ne verjamemo, se bo vodeči Zarici približala na samo 3 točke zaostanka. Na sobotni tekmi v Kočevju so brez težav zmagali z 2-0. Tekmovanje v prvi B državni rokometni ligi je v sklepni fazi. Do konca so preostali le še 3 krogi, ki pa povsem sodeč ne bodo v ničemer več odločali. Koper in Dobova sta praktično že prvoligaša, Cerklje in Velika Nedelja pa se selita v nižjo ligo. Derbi 23. kroga, ki je odločal o 3. mestu, je bil v Šmartnem pri Litiji, kjer so gostili oslabljene Dolane. Na koncu so bili za malenkost boljši igralci Herc Šmartnega, ki so zmagali 28-26 in bodo prvenstvo končali na 3. mestu, medtem ko se bodo Dolani morali zadovoljiti s 4. V drugi ligi pa so odigrali tekme pred zadnjega kroga. Rokometaši Trboveljskega Rudarja so gostili še Žančane, ki so v Trbovlju odpotovali vsega 7 igralci. Po prvem polčasu so vodili 13-12. V nadaljevanju pa so Rudarji le prišli do svoje igre in ob pomoči vratarja Aljaža Škrabarja ter Robija Havijana, ki je na koncu dosegel 9 golov, zmagali 27-25. Predzadnji krog rednega dela prvenstva so odigrali tudi košarkarji v drugi ligi. Tako Litijani kot Hrastničani so ostali praznih rok. Litijani, ki bodo v prihodnji sezoni igrali v 3. ligi, so gostovali v Črnomlju, kjer so morali priznati premoč ekipi Vladimire Anzuloviča. Belokranci so zmagali 75-70. Še
Še eno slabo predstavo so svojim privržencem pripravili Hrastničani brez pomoči Tadeja Tuška ob edinem razpoloženem igralcu Davorju Sattlerju, ki je tekmo končal pri 23 točkah, so izgubili z gosti iz Ilirske Bistrice 83-65. V Litiji je v soboto potekalo 25. državno prvenstvo v olimpijskem tekvandoju. Nastopilo je 150 tekmovalcev iz 12 klubov. Iz zagorskega kluba je nastopilo 13 borcev in bork. Rezultati so bili naslednji. Nejc Kozole, kadeti do 37 kg, 3. mesto. Jaka Gorjub, kadeti do 41 kg, 3. mesto. Luka Leskovar, kadeti do 49 kg, 1. mesto. Zala Rozina, kadetinje do 37 kg, 2. mesto, Tadej Kolander, mladinci do 78 kg, 2. mesto, Matič Špajzer, mladinci do 73 kg, 2. mesto, Petra Grom, mladinke do 41 kg, 1. mesto, Patricija Kačič, mladinke do 68 kg, 1. mesto. Trener Franci Oven je pripravljal njihove najmlajše za tekmovanje v kiku, torej brcanju v vrečo. Medaljo za 3. mesto je osvojil Žiga Žugič Perič. Trboveljčani so se letos že 11. zapored udeležili mednarodnega karate turnira v Čačku. Klub so zastopali Patricija Bukovinski, potem Luka Ferlin, Luka Perc, Stefan Joksimovič in Blaž Hribošek. Trboveljski ekipi so se pridružili tudi 3 Hrastničani, Urša in Barbara Haberl ter Denis Gorenc. Blaž Hribošek se je uspel zavihteti na zmagovalni oder v kategoriji mlajših članov ter je tako poskrbel za veselje v trboveljskih vrstah. V vrstah Hrastnika so za veselje poskrbeli vsi 3. Urša je osvojila bronasto medaljo, njena sestra Barbara je v kategoriji mladink do 53 kg zmagala, Denis pa je v kategoriji mlajših članov do 67 kg osvojil 3. mesto. Nedavno je bilo v Ljubljani finale 38. dopisne lige Slovenije. Za strelsko društvo Okrogar Skvarča iz Zagorja je bilo zelo uspešno. Mojca Vučilovski je bila med veterankami od 50 do 60 let serijsko puško 2. in 3. standard zračno puško. Roman Kajtnam pa je bil med veterani od 70 do 80 let standard zračno puško 2. 3. je bil serijsko zračno puško in 4. standard pištolo. Istega dne je potekalo tudi finale 26. invalidske lige. Za društvo invalidov Zagorje je Tone Mohorko serijsko zračno puško dosegel 5. mesto. Roman Kajtna pa je bil 3. standard zračno puško in 3. s pištolo ter še 8. serijsko zračno puško. Ob koncu oddaje preletimo še izide 15. kroga prve zasavske lige malega nogometa. Juventus Mlinše 2 4-1, Turisti Pik Panter 1-4, Kasapos Antimon 1-4, Barbara Bar Mlinše 1 7-2 ter Šentlampert Gamsi Čolniše 1-7-2. Ja, imamo še rezultat, Tajkuni Čolniše 2-4. V vodstvu je hrastniški Juventus, ki ima 7 točk več od druge ekipe Mlinš. Preletimo še izide 15. kroga veteranske Trim lige. Odpisani tim Hrastnik 3-1, Čolniše iz Lake 1-3, Džeri Luka Barpolje 5-1, Škoti Ilmuhi 7-2, Zasavc Proletarec 1-10, Mlinše Pizzerija Kukuca 0-6 ter Antimon Mizarstvo Zupanc 2-4. V vodstvu je ekipa Džeri, ki ima 2 točki več kot kisoški Škoti. Po posebnem točkovanju je med strelci prve lige še vedno v vodstvu Sebastian Čakar, drugi je Ismet Kržalič in 3. Jaka Bizjak. Najstrelec veteranske Trim lige za nagrado ETV in gostišča Hram pa je Jasmin Veladžič, ki je dosegel 26 zadetkov. To pa je tudi vse, kar smo pripravili. Lep večer še naprej. Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, Pizzerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si.